Sedma stvar. Cena. Ne bom trdil, da je ugoden. Prva stvar. Tole je Peugeot 3008 v svoji tretji generaciji. En fun fact. Tale avto je bil predstavljen leta 2008 v Dubrovniku. V tem času je sicer že velikokrat spremenil svojo obliko. Bistvo njegovo pa še vedno ostaja. Druga stvar. Na 3008 me vežejo lepi spomini. Zato, ker je leta 2017, ko je luč sveta ugledala druga generacija, ta postal evropski avto leta. Takrat sem tudi jaz glasoval zanj, ker je bil to moj favorit. Tretja stvar. Ni pa 3008 prenovljen samo oblikovno, se pravi zunaj, povsem drugačen je tudi noter. Oblikovno je mogoče tako. To pa zato, ker tale zajetna armatura vzame malo preveč prostora, kakor bi ga sicer lahko. Ampak glej, rezultat je še vedno pozitiven. Četrta stvar. Peugeot je leta 2012 predstavil tako imenovani iCockpit. To je armaturna plošča, ki je obrnjena in fokusirana na voznika. Valjda se je v vsem tem času že velikokrat spremenil in zadnjo verzijo je dobil prvi Peugeot 3008. Nekaj, kar je zagotovo dober, so tele bližnjice. Pri Peugeotu pravijo klavirske tipke. Lej, in preko tega upravljaš z zaslonom in kar je dober je to, da imaš tukaj velike tipke, se pravi, tele vse tipke lahko tudi programiraš in si lahko daš gor kar češ in ne rabiš iskati teh majhnih tipk tukaj na tem ta velikem zaslonu. Edina stvar, ki jo celemu kokpitu zameram je to, a vidiš tele majhne ikonce od Apple CarPlaya. Če ga veliko uporabljaš, pol veš, da tudi tele tipke uporabljaš. Pri Peugeotu pravijo, da ni to samo njihova krivda in tudi pri Apple pravijo, da bojo z naslednjim Apple CarPlayem tole popravili. Peta stvar. V notranjosti moram pohvaliti še sedeže. Dan pred tem, ko sem tole snemal, sem se vrnil s poti, kjer sem nazaj grede v enem kosu naredil skoraj 500 km. Dajmo reči, da sem bil v avtu približno 5 ur, ampak ti moram povedati, ko sem prišel domov, sploh nisem bil zmatran. Šesta stvar. Agregat. Hibridni sklop sestavljata 1,2 litrski bencinski motor pa elektromotor, ki doda 21 kW. Bencinski 1,2 litrski motor je tudi meni premajhen. Ampak skupna kombinacija ti da 145 konj sistemske moči in je kar zadovoljiva. Mogoče zmanjka malo moči pri hitrem pospeševanju, ampak pri običajni vožnji je pa toliko moči več kot zadost. Vključno z mestno vožnjo, kjer se itak kar veliko voziš na elektriko. In jasno je zato poraba zelo ugodna, 5 litrov, lahko pa, če si malo previden, še manj. Sedma stvar. Cena. Ne bom trdil, da je ugoden, ampak se mi zdi, da za dobrih 30 000 evrov dobiš kar velika avta.